Danes pa v studiu predstavljamo delček slovenske trap scene, z mano je reper Acti. Zdravo. Ja. Okay, začeli bomo s hitrimi vprašanji in odgovori. Si pripravljen? Okay. Kdo ali kaj je Acti? Upornik. Kdo ali kaj je lik Bang Bang? LYC je drugač, Ja. LYC Bang Bang. Ja, to je skupina ustvarjalcev, ki so se spoznali prek skejtanja. Okay. A si reper, a si trapper? Nič od tega. Kaj pa si pol? Ustvarjalec. A so ti bolj všeč muce ali psi? Muce. A si najmlajši slovenski reper? Upam. Zakaj repaš v angleščini? Ker je lepši jezik, lep se sliši, pa hočemo spet tudi kje druge, kot v Sloveniji. Pametno. A je to, kar delaš, hobi ali si profi? Nisem še profi, zaenkrat je hobi, samo upam, da bom enkrat profi. S čim se še ukvarjaš? Z oblekami. To, najljubša hrana. Suši. A imaš kaj tatujev? Ja, A si boš dal kakšen tatu tudi na obraz? upam, da enkrat. A res? Res bi se rad dal? Okay. Ja. Poleg glasbe, kaj se ti zdi najpomembnejša stvar na poti do uspeha? Kako zgledaš, pa tvoj karakter. Okay. Kje te lahko najdemo na internetu? Na Instagramu, na YouTubu, na Apple Musicu, na Soundcloudu. To, da best posodci. Ok, super, odlično, to so bila hitra predstavitvena vprašanja. Zdaj si pa lahko vzamemo malenkost več časa, da mi poveš še nekaj o tvojem ustvarjanju, ok? Ok. Si v redu, se dobro počutiš? Ja, v redu, v redu. Saj bi ti naročil kakšno kavico, ampak nič nimamo tukaj, ne? Ja, to je v spaceu. Kaj, ja, tako... To je v vesolju. Ja, res je, ja. Ti nekako s svojim kolektivom, vi delate full glasbe, ne? Ampak hkrati se pa ustvarjate dosti tudi mode oziroma oblačila delate. Ja. Kako to? Ja, ne vem, začeli se je s skejtanjem, spoznali smo se in pol smo ugotovili, da po parih letih skejtanja lahko še druge stvari delamo, poleg sam video za skejtanje. In smo se spoznali z enim Nejcem Šubicom, ki v glavnem dela obleke, smo se z njim povezali in smo začeli skupaj delati obleke, ker nam so itak moda, nam je tudi vsem nekje od zgori, tako kot skejtanje. Pa smo se pa še razvili v muziko, tako da ja, zdaj so obleke, muzika in skejtanje, vse. Ok, zdaj jaz se bom osredotočil na obleke, ker me ful to zanima. Kakšen je vaš ustvarjalen proces, kar se tiče oblačila? Imate tako mini manufakturco, da en nariše skico, drug nabere blago, ta trečiva, vse to date svojim mamam, pa one naredijo? Ne, blago sami kupujemo. V bistvu gledamo malo stvari, ki bi nas lahko navdihali, ne vem. Zdaj nova kolekcija je, ki pride malo konec decembra, bo bila navdihnjena predvsem z Slovenijo, tako da, ne vem, iščemo navdih v bistvu vsem, tudi obleke, ki so že od zunih, probamo nekako narediti tako, da se kaže, iz kje mi izhajamo. Ja. Tako da naredimo vse sami, oziroma Šubic naredi več ali manj vse, mi mu pomagamo pri, ne vem, zbiranju blaga ali pa kakšnih majhnih idejah, pa kdo kaj izriše. Pa pol hodite tako po trgovinah, ok, to bi jaz nosil, to bi jaz nosil, imate tako? Ja, bolj je tako, to blago bi jaz imel, to blago bi jaz imel, zato da se pol iz blaga naredi vse. A kje to prodajate? Ja, prodajamo, zdaj smo imeli že dva pop-up shopa, na katerih smo razprodali v bistvu obe dve kolekciji. Zdaj ta tretja, ne vem, kaj, 12. decembra, enkrat takrat, bo še en pop-up shop, v glavnem, tako da nova kolekcija. Top. Ja, upamo, da se razproda vse. Hudo, ok. Zdaj tako, valjda pri vsemu, kar delaš, imaš ti vedno kakšnega influencerja, nekoga, ki vpliva s svojim stilom nate. Za koga bi ti rekel, da je influencer zate? Glede muzike, glede oblačenja, glede vsega. Lil Wayne, Young Thug, Future. Spremljaš te ljudi, a so to ljudje, ki imajo kakšne kanale ali pa kaj tazga? Prek česa ti to spremljaš? No, v bistvu to me zanima. Prek Instagrama ponavad, oziroma če objavijo kaj na YouTube. Ok. To je to. Preden pa končava s tem pogovorom, pa imam še par vprašanj v zvezi s tvojim komadom Everything Around Me. Zdaj, jaz sem si tako zamislil, jaz bom prebral en vers v angleščini, pa boš pa ti povedal približno, kaj si ti mislil s tem, oziroma bom jaz povedal, kako sem to dojel. Ok? Voilà, ok. Začnemo z Smoking all this gas got me geeking. Najprej smoking gas. Zdaj se veš, da ni dobro, da kadiš plin, nekaj unetljiv, ne? Ja, se to ni, to nisem tega s tem mislil. Kaj pa si mislil s tem? Ampak da to, kar kadim, je toliko močno kot plin. Toliko močno je kot plin? Ja. Acti, easy. Ok, naslednji vers. Money coming in and I'll never miss it. Se pravi, denar prihaja.
kakšnem prihodku pa govorimo, klene. 500 evrov, 1000 evrov. Torej ne bi govoril o tem. Raj ne bi govoril. Ja. Kje pa ti dobivaš ta denar? A imaš ti štipendijo? Ne. Ne, nimaš Ne vem, raj ne bi o tem. Okay, dobro. Been a long time and I still miss her. Now I'm thinking about the days when I used to kiss her. Lej, jaz razumem, break-up je težek. In iskreno meni je v redu, da to delaš skozi pesem, ampak rad bi ti je povedal, jaz bom skozi zate tukaj. No. Tako, če so že rabo pogovorili, da tega je prav. Lahko me pokličeš. Hvala. Ampak se zato imam musko, ne? Da se lahko prek nje izražam. To sem človek ti ponudil roko, ti se pa. Ne, The Best Acti, hvala ti za enkrat. Nadaljevanje tega pogovora in interpretacijo prostega komada si lahko ogledate na YouTube kanalu Osvežilna fronta. Actija pa lahko vidite 14. decembra v kinu Šiška pred skupino Meter. Tako da, ja, to je The Best. Pridite ga pogledati, mi pa nadaljujemo z oddajo. Smo malo razmišljali. Nič tazga. Malenkost. Lajkite, šerite pa naročite se na naš kanal.